nekaj narišem, na primer, ne vem, takole. Zdaj želim tole isto slikico malce spremeniti, enostavno jo označim z izborom, kopiram, Ctrl+C, grem na novo slikico, Ctrl+V, jo prilepim in jo lahko na primer s tole ikonco za premik premaknem ali pa povečam. Torej, lahko jo premikam. Grem še na naslednjo, Ctrl+V, pa jo malo premaknem, pa še. Pa probam tole naslednjo povečati, se pravi označim, če jo primem v vogalu, jo lahko povečam. Pa jo še povečam na naslednji. Na primer, in seveda dobil sem neke vrste povečavo. Če gremo še pogledat, na primer nekaj za pisanje, tale drugi plus mi kopira že narejeno sličico, se pravi, če želim nekaj obdržati na slikici, jaz lahko dam plus. Pa probam takole narediti. Okej. Torej, napis, ki sem ga naredil, seveda izgleda tako. Na primer, da grem tele črke malce pobarvati. Tako da vidite, se pravi, če jaz imam neko barvo, si izberem, ne vem, malce bolj rumenkasto. Pa povem tako. Pa izberem malo bolj močno. Pa izberem še zelenkasto. Še tele pikice. Okej, zdaj izgledamo takole. Pa povem. Tako, naša risanka, na primer, da je končana. Torej, poglejmo, kaj smo naredili. Takole. Zdaj, jaz sem risal, nimam podlage, se pravi, vse, kar je narisano, je prozorno. To pa, če gledate urejanje in pa nastavitve, imate splošno in tule ozadje si lahko izberemo ali belo ali sivo oziroma kako barvo. Tale prva, če jo označite, bo brez barve. Tako, na koncu datoteka izvozi posnetek in ga izvozimo v določeno mapico, si izberemo, mu damo neko ime, proba, shranimo, okej, in pogledamo, kaj smo naredili. Za danes to, spoznavanje programa, lep pozdrav.